V preteklosti so ceste med in po vaseh gradili predvsem tako, da so se domačini med seboj zmenili, kje jo potrebujejo, dosegli soglasje z občino za asfaltiranje, večino gradbenih del pa opravili kar sami s svojimi stroji, pojasnjuje prvi mož občine Mokronog Trebevno. Ker pa marsikatere ceste takrat nihče ni zemljiško-knjižno uredil, morajo zdaj stare grehe odpraviti. Pobuda strani občanov je zagotovo tudi zaradi tega grozečega nepremičninskega zakona, ker v tem primeru, ko je poasfaltirana neka kmetijska površina, gre za grajeno dobro. In to sigurno bi tudi pri odmeri davka bilo občutno. Občine denarja za ureditev stanja nimajo, na pomoč države pa ne morejo računati, saj jim niti prek Združenja občin Slovenije te težave na državno raven ni uspelo pripeljati, dodaja Maver. Kako naj sicer posameznik postopa, če želi, da se od njegovega zemljišča odmeri površina, po kateri je speljana javna pot? Mora priti na občino, vložiti vlogo, to pri naši pravnici, potem pa mi peljemo naprej postopek. Z izbranim geometrom potem pride do odmere in potem naprej zemljiško-knjižna ureditev. Večina lastnikov zemljišč s tovrstnimi težavami si po županovih besedah želi, da jim zemljišča od njihove lastnine odpišejo brezplačno. Morda sem in tja, kdo vidi tudi kakšen finančni interes, ampak v večini primerov pa ne. Je pa res, da marsikje se da pa tudi zamenjati površino. Neurejen status imajo sicer predvsem javne poti, največ teh cest pa je na Trebevnem.